Na razstavi Superpozicije v galeriji Škuc se samostojno prvič predstavlja mlada umetnica Lucija Rosc. Naslov razstave, torej Superpozicije, izhaja iz koncepta, ki se uporablja v geologiji za ugotavljanje starosti fosilov. Gre namreč za pravilo, pri katerem upoštevajo dejstvo, da se novi fosili vedno nalagajo na starejše in na podlagi tega ugotavljajo starost Zemlje. In približno podoben koncept Lucija Rosc uporablja v svojem delu. Pri njej se namreč nove interpretacije vedno nalagajo na starejše, na njene spomine in na zapuščino njenih starih staršev. Razstava pravzaprav izhaja iz umetničinega magistrskega projekta, v katerem je raziskovala, kako tolmačimo spomin in na kakšne načine se lahko zapuščino svoje družine uporablja v nekih novih kontekstih. Ravno zaradi tega je na razstavi pravzaprav predstavljeno njeno najnovejše delo. To so večinoma fotografije, objekti in pa videoigra, ki jo je tudi ustvarila kot del svojega magistrskega projekta. Ampak tokrat so prvič ob bok tem delom postavljene tudi arhivske fotografije. To so fotografije iz njenega družinskega arhiva in skupaj z novimi deli pravzaprav tvorijo nekakšen družinski album. Ja, razstava združuje dela, ki so nastala med leti 2020 in 2022. Poleg mojih del pa so na razstavi predstavljena tudi dela iz našega družinskega arhiva, ki pa so nastala med leti 1993 in 2022. Del razstave Superpozicije je namenjen tudi v bistvu moji predstavitvi magistrske serije z naslovom Uden, ki pa je nastala pod mentorstvom Mateja Stupice in Tomaža Furlana. Ideja mojega magistrskega projekta je v bistvu bila nekako združiti moje lastne arhive in pa najdene predmete. V svoji seriji sem v bistvu združevala in fizične objekte z virtualnim okoljem in nekako posegala v preteklost na način poskusa njene vnovične realizacije. Beseda Uden v zgornjesavinjskem narečju predstavlja sopomenko besedni zvezi tisti dan ali pa pred nekaj časa. In sem v svoji seriji združila in fotografije, torej neke postavitve, ki so bile namenjene zgolj za fotografiranje. Naredila sem tudi instalacije, ki so v bistvu kasneje postale 3D virtualni objekti in pa priročnik, torej neko knjigo, v bistvu, ki je bila mišljena kot nek povezovalni člen med fizičnim in pa virtualnim, potem pa še virtualno okolje, ki sem ga pa ustvarila v bistvu na podlagi resničnega okolja iz mojega otroštva. V mojem delu se mi zdi v bistvu zelo pomembno, da nekako ohranjam spomine iz otroštva in že nekako sproti skušam arhivirati zame zanimive predmete, materiale. Večkrat pa to zame počne tudi moja babica. Njej se zdi v bistvu to tudi zelo nekako spontano in avtomatsko in hkrati tudi v bistvu zelo pomembno. Umetnica sicer primarno ustvarja z fotografijo, vendar se na njenih fotografijah predvsem pojavljajo nekako skulpturalni objekti in ravno zaradi tega so nekateri izmed teh objektov tudi vključeni na dejansko razstavo. Pri tem objektu specifično gre predvsem za to, da se pokaže nekako razmerje med dejanskim objektom in objektom, ki ga potem srečamo tudi v videoigri. Namreč tam se pojavlja v nadrealni velikosti, nekako viseč v zraku in tukaj ga srečamo v njegovi realni podobi. V drugem prostoru se pojavljajo skupki, torej stolpi, ki jih je umetnica naredila iz purpena. To je sicer gradbeni material, s katerim zelo rada ustvarja, velikokrat uporablja gradbene materiale, zelo neumetniške materiale v svojih skulpturah. In ravno s tem smo nekako želeli pokazati to
realnost objektov, kako se pojavljajo v prostoru in potem kako se pojavljajo na fotografijah, spet tretja linija pa kako se pojavljajo v videoigri. Tako da je konstantno raziskovanje med tem, kako vidimo določene predmete, kako jih razumemo, ko jih vidimo v različnih kontekstih. V bistvu s Hano sva si nekako zamislili to razstavo kot v bistvu neko pot, čisto kakor se je linearno razvijal tudi moj projekt. V prvi sobi vidite dela, ki so v bistvu del mojega magistrskega projekta in potem se skozi razstavo v bistvu ta projekt razvija in dopolnjuje. V prvi sobi je predstavljeno delo z naslovom Še sreča, da so stopnice. Poleg tega dela pa je fotografija, ki sem jo posnela v otroški sobi pri mojih starih starših in je nastala v letošnjem letu. Zdaj se mi je pomembno, da vključim fotografijo te otroške sobe, ravno zaradi tega, ker predstavlja neko močno izhodišče mojih spominov. Na fotografiji vidite neko poličko in pa del postelje. Ta polička je v bistvu zelo zanimiva zaradi tega, ker moja babica pogosto spreminja nek aranžma in vedno se na tej polički najdejo neki elementi iz otroštva, naprimer neke punčke, neke plišaste igračke. Zraven pa so v bistvu postavljeni neki zelo resnični predmeti, ki jih ona v bistvu vsak dan uporablja ali pa si jih tja nastavi, zato da jih ne bi pozabila nekam odnesti, kot so naprimer sveče za nagrob. In se mi zdi, da v bistvu ta postavitev zelo nekako dobro opiše osebnost moje babice. Kot sem že prej omenila, no, poleg fotografij sem pač ustvarila tudi neke instalacije in v tej sobi vidite v bistvu dve. Ena je viseča marelična pena, ki je v bistvu postavljena v okno. Drugo delo pa se imenuje tunel in ga vidite tukaj na tleh. Potem pa so na tej steni dela z naslovi Terme Lendava, Ribica oziroma Ribice, Tesar in pa Počrtaj 101, ki pa so v bistvu vsa dela iz serije Uden. Mogoče bi bilo dobro, da sam namenim nekaj besed še naslovom mojih del, ki v bistvu ponavadi nastanejo zelo spontano in se nekako vedno vežejo na nek specifičen prostor iz mojega otroštva ali pa na nek predmet, ki mi ga je nekdo podaril, naprimer moj dedi, kot ta fotografija z naslovom Tesar, kjer je v bistvu to je ime metra, ki mi ga je podaril dedek. Terme Lendava pa v bistvu se navezuje na Terme Lendava, kamor sem z babico pa z dedkom zelo pogosto zahajala, ko sem bila mlajša. So imeli en zelo dober tobogan, tak malo širši in zato me je v bistvu ta fotografija tudi spomnila na ta kraj. Za mano pa je predstavljeno delo z naslovom 3D Pinball Space Cadet. To je v bistvu delo, ki se nekako inspirira iz računalniške igre, ki je bila včasih po defaultu na Windows računalnikih. Ta Flipper, ne vem, če se ga spomnite. In to je ena prvih računalniških iger, s katerimi sem nekako bila kar zelo obsedena, ko sem bila majhna. Potem pa sta tukaj še dve fotografiji moje babice in dedka in sta nekako moji najljubši njuni fotografiji in se mi zdi, da v bistvu sta ključni, da sem jih umestila v to razstavo. V bistvu ideja je bila, da to sobo nekako skušam narediti po vzoru tega virtualnega okolja. Torej znotraj virtualnega okolja sem pač ustvarjala neke različne postavitve in en del v bistvu je ustvarjen tudi tako, da sta postavljeni dve umetni steni, na kateri sem v bistvu umestila fotografije in nekako je bila ideja, da v bistvu iz tistega prostora premestim ta dela v podobni postavitvi tudi v fizičnem prostoru, tako da se skozi nekako poigravam med tem fizičnim in virtualnim. Ta večja instalacija v naslednji sobi je bila v bistvu ustvarjena za ta prostor. Nekako sem želela izkoristiti ali pa pokazati to idejo povečevanja nekih objektov v neke smešne, neproporcionalne velikosti in ta objekt je v bistvu povečava te igračke Slinky, ki je pa tudi v bistvu predstavljena na eni izmed mojih fotografij, torej Še sreča, da so stopnice. In Slinky je v bistvu v nekih svojih začetkih bil iz aluminija, tako da se mi je zdelo smiselno, da v bistvu uporabim neke te surove materiale in vse to pritrdim s purpenom
kar pa nekako v bistvu nakazuje tudi mojo fascinacijo nekih prostorov, krepčevalnic, kebabov in ostalih fast foodov. Za to instalacijo je tapeta, ki se imenuje Vse zobne paste. To je v bistvu tapeta, ki prikazuje zobne paste, ki sem jih našla v naši hiši v Mozirju. In se mi zdi zelo fascinantno, da moja družina v bistvu ni to nek del arhiva, ampak dejansko te zobne paste uporabljajo in potem menjajo okuse vsak teden, vsak mesec, kolikor se jim pač zazdi, in se mi zdi to kar zelo zanimiv. Zraven te tapete pa je postavljena fotografija roke mojega dedka in pa škarjic, ki jih uporabljata. Na nasprotni steni sta dve deli serije Vden, Tempelj in pa konstrukcija nadstropnih tort. To sta obe deli, ki sta nastali v letu 2021. Zraven pa je v bistvu arhivska fotografija enega korenčka, ki ga je nabrala moja babica na njuni njivi in ga je potem umestila v to kristalno vazico in fotografirala, in se mi zdi, da v bistvu zelo nekako sovpada s temi deli in v bistvu tvori zelo dober triptih. Poleg v bistvu nekih fotografij in instalacij in virtualnega okolja pa sem ustvarila tudi priročnik z istim naslovom, torej z naslovom Vden. Naslovnica priročnika je ustvarjena iz nekega letaka, ki jih babica in dedek dobivata na dom. V samem priročniku, ki sem ga v bistvu ustvarila s pomočjo grafičnega oblikovalca Domna Ermenca, so neke reprodukcije del, obrazstavno besedilo, ki ga je za ta namen napisala Teja Miholič, in pa te 3D rendri, torej iz fotografije sem ustvarila 3D render s pomočjo Neže Knez, s katero sva v bistvu ustvarili skupaj tudi to virtualno okolje. In nekako sem želela prikazati ta prenos prvo fizičnega objekta, ki je fotografiran, in potem iz fotografije ustvarjen spet nazaj 3D objekt, na tak način, da sta v bistvu predstavljeni dva različna zorna kota tega objekta. Potem na sredini tega priročnika nekje se nahaja mapa virtualnega okolja, zato da v bistvu lahko obiskovalec vidi, kaj vse se v tem virtualnem okolju nahaja. In pa vključene so tudi arhivske fotografije moje stare staršev in mene na tej dotični njivi, na kateri se v bistvu ta virtualna razstava odvija. Ja, kot sem zdaj že v bistvu omenila, sem nekako hotela ustvariti virtualno okolje, ki je nekako v bistvu podaljšek nekega resničnega prostora mojih otroških spominov in mi v bistvu nekako predstavlja prizorišče igre. In želela sem umestiti gledalca v neko to okolje, ki bi ga tudi on lahko dojemal kot neko prizorišče raziskovanja, igre, zato nisem določila neke resne poti. Torej lahko preživi gledalec, kolikor časa želi v tem prostoru in si ogleduje pač objekte in fotografije v kakršnem koli zaporedju. Znotraj virtualnega okolja sem v bistvu vključila tudi neke asociacije na računalniške igre, ker je to pač nek del mojega otroštva, ki se mi zdi, da je zelo vplival in na mojo estetiko in tako ideje. Naslednja asociacija pa je skriti objekt. Mogoče na mapi v virtualnem okolju lahko vidite napisan naslov, pa mogoče se komu sanja, da bi lahko se nekaj skrivalo v tem hribu. Ampak v resnici je šlo za to, da jaz sem v otroštvu pač veliko računalniških iger preigrala in ena izmed iger, s katero sem bila obsedena, je igra, ki se imenuje Lego Racers. Seveda pač je bil še čas, kjer ni bilo YouTubea, nisi uspel na netu nekako preveriti nekih cheat kodov ali pa nekih bližnjic, zato si dejansko mogel dovolj dolgo igrati to igrico, da si ugotovil. In tam je, ne vem, naprimer ena izmed bližnjic bila, da si se zapeljal v slap. Zato sem nekako tudi v tem svojem virtualnem okolju želela narediti nek skrit prehod, kjer bi se v bistvu nahajal še en dodaten objekt, da ga gledalec v bistvu lahko vidi na tak način, če dovolj časa preživi v tem okolju in se dovolj časa igra in poskuša, da v bistvu lahko vstopi potem v ta hrib in znotraj se nahaja jezerce in en lebdeči objekt. V virtualnem okolju je nek zvok, ambientalni zvok okolja travnika, ker se nekako iz otroštva zelo spomnim, kako je tam vedno bilo glasno in vedno so bili ptički in neke kobilice in ful nekih živali. Sliši se pa tudi hoja igralca.
Stole, ki ga vidite tudi tukaj, je pa za ta namen tapiciral moj bratranec Timotej Rosc in so sicer otroški foteli, ki tudi se mi zdaj dobro povežejo idejo vsega, kar sem do zdaj povedala. V tej daljši sobi se nahajajo v bistvu moja najnovejša dela. Prvo delo je Kinder stolp. To je v bistvu delo, ki sem ga naredila iz Kinder čokolad, ki jih je prinesla meni in mojima dvema bratoma babica za veliko noč. Naslednjo delo je ta velika cerada, ki je v bistvu obojestranska, torej združuje dve deli, Building Blocks 1 in Building Blocks 2. Nekako se mi je zmeraj zdela fascinantna ideja doseči neko obojestransko fotografijo in zmeraj je mišljena fotografija, da se bo pač natisnila na eno stran papirja, potem pa bo pač za njo nek okvir in sem nekako razmišljala, kako bi lahko izkoristila prostor in iz nekega 2D fotografije probala vseeno narediti nek malo bolj prostorsko fotografijo in pač dve deli združiti v eno. Zraven so na poličkah predstavljeni stolpki. To je serija skulptur, s katerimi sem v bistvu želela stestirati, koliko visoko skulpturo lahko iz purpena naredim na določeni velikosti. Doma sem našla 20x20 centimetrske keramične ploščice in potem sem si nekako postavila pravila igre in sicer, da bom v bistvu na vsako izmed teh 8 ploščic nanesla eno plast purpena in to ponavljala, dokler se pač ne bo prva skulptura začela sesedati. Vsak teden sem naredila eno plast in ugotovila, da pač po 4 tednih, torej po 4. plasti se je že en začel sesedati in pa sem v bistvu zaključila. Kasneje sem jih pač pobarvala na različne barve in podložila s filcem. Na nasprotni steni vidite fotografijo mojega dedka, ki sem ga fotografirala za njegov 80. rojstni dan, aprila letos. En del moje prakse je namenjen tudi fascinaciji nad praznovanji rojstnih dni in rojstnodnevnimi mlaji. V bistvu to je neka povezava na ta del moje prakse. Zraven vidite pa dve deli, prva se imenuje Žvilica, ta druga pa Potočka zjavka in to sta v bistvu tudi deli iz moje magistrske serije Uden. No, naslednje delo se imenuje Sosedje kurijo plastiko. V bistvu to je nekako naša družinska interna šala, ker v bistvu moja mami celo kurilno sezono ne more obešati perila zunaj, ker sosedi nekaj zelo čudnega kurijo in zelo smrdi in zato je tak naslov. Zraven pa vidite v bistvu fotografijo moje babice, ki drži to tatami verigo. Poleg te fotografije pa je v bistvu na istem mestu posneta fotografija, ki jo je babica posnela samo s požilcem. In sicer na fotografiji sva jaz in moja babica tam nekje leta 1998. V tem kotu vidite tapeto mojega mlajšega brata, ki je v bistvu nekako ukvirjen v ta alufolija okvir. To so dejansko najstarejša dela, ki so pač zares moja na tej razstavi. Mama mi je povedala, da sem v bistvu te okvire naredila v mali šoli. Zraven je pa tudi ta en original, torej ta okrogel okvir, kjer pa je fotografija moje mami, mene in pa mojega mlajšega brata. Ja, v bistvu za ta namen pa sem ustvarila tudi 3 nova dela, ki sem nekako želela stestirati, kaj vse se da narediti z okvirji in želela nekako poudariti oblike mojih postavitev na fotografijah. Zato sem v bistvu naredila 3 okvirje, kjer so izrezi prilagojeni vsaki postavitvi posebej. Sredinsko delo se imenuje Mišmaš sladkarije. Mišmaš je ena pekarna, trgovina in slaščičarna v Mozirju in je nekako zelo kulten prostor za vse Mozirjane. Tja smo kot otroci zelo pogosto zahajali, ker je blizu šole in prodajali so neke zelo specifične sladkarije, ki jih v drugih trgovinah nisi dobil in neke kisle bombone, pa neke praške zanimive in ta skulptura me je spomnila na te sladkarije. Levo je predstavljeno delo z naslovom Vse najboljše
In to se tudi v bistvu nekako navezuje na te rojstnodnevne mlaje in vse, kar okrog rojstnih dni raziskujem. Desno delo pa se imenuje Spodnji park in v bistvu se nekako navezuje na okolje v Velenju, kjer sem jaz kot otrok velikokrat zahajala, zato ker je moj starejši brat, ki je treniral namizni tenis, imel treninge v Velenju in potem sva z mami ga čakali in se igrali v tem Spodnjem parku, ki je imel zelo dobre igrala že takrat, neke te ogromne pajkove mreže, pa ful velike peskovnike in me nekako ta postavitev spomnila na ta kraj. Zadnji del razstave pa je nekako namenjen namiznemu tenisu. Namizni tenis je šport, ki je zelo prisoten v naši družini, ker se v bistvu oba moja brata z njim ukvarjata. Delo, kjer vidite to aluminijasto ploščo in luknje, je v bistvu nekako sem imela idejo, da bi ustvarila delo, kjer bi nekako poskušala narediti okvir, ki bi ponazarjal luknje od namiznoteniških žogic na način, da bi ta naprava, ki strelja žogice, zato da lahko sam treniraš, nekako ustvarila te luknje in potem sem v bistvu naredila nek okvir, ki ima zadnjo aluminijasto ploščo, na katero je kaširana fotografija namiznoteniških žogic, potem pa je v resničnem razmerju, torej dejanski velikosti namiznoteniških žogic, še ta aluminijast okvir čez in luknje, ki so ga ustvarile namiznoteniške žogice. Zraven pa je v bistvu video, kjer jaz in moja babica igrava namizni tenis na tej premehni namiznoteniški mizi. Nekako to v bistvu je serija večjih posnetkov. Želela sem nekako narediti več videov, kjer jaz in babica igrava namizni tenis na nekih specifičnih prostorih iz mojega otroštva. To je posneto v njuni garaži, zadaj pa se predvaja zvok igranja namiznega tenisa, kjer ga pa igrata moja dva brata in je malo bolj profesionalno izveden, kot pa ga igrava jaz in moja babi. Pri postavitvi same razstave je šlo za vprašanje tega, kako v realen prostor ustaviti virtualni prostor oziroma kako graditi razmerje med virtualnim prostorom videoigre, ki se pojavlja na razstavi, in samim fizičnim prostorom. Ravno zaradi tega je nekako kot rdeča nit razstave oziroma zarisana pot za gledalca se pojavljajo puščice na tleh, ki so direktno preslikane puščice iz videoigre, ki nas takoj pravzaprav že asociirajo na nek virtualni prostor in peljejo gledalca po sami razstavi in konstantno spominjajo na to, da bi lahko tukaj šlo za neko razmerje z virtualnim. Pri teh objektih in fotografijah je nekako ključno to, da se pojavljajo v popolnoma surrealnih velikostih in pozicijah, kjer je bistvo oziroma ideja za tem nekako ta, da se kot otroci stvari spominjamo precej drugače, kot so dejansko bile. Spomnimo se jih večje, pomembnejše in na tak način jih tudi ona vključuje v svoje fotografije. Namreč zelo pogosto se na teh fotografijah dogaja, da so uporabljeni predmeti, ki so na prvi pogled mogoče popolnoma nefunkcionalni, nepomembni, morda na prvi pogled ne razumemo, zakaj se pojavljajo kot osrednji protagonisti teh fotografij, ampak ideja za tem je seveda ta, da se teh objektov kot otroci spominjamo kot zelo precej pomembnejših. Gre za neko nostalgično navezanost na predmete iz njenega otroštva in pa predmete, ki jih je zbirala predvsem njena babica, njena stara starša. Prav njena stara starša sta nekako osrednji figuri te razstave. Od malega sta zbirala različne predmete, od gobic za pomivanje posode do zobnih past, ki jih srečamo na razstavi, in vse te predmete je kot nekako dragoceno zapuščino umetnica vključila v svoja dela. Mislim, da ta fascinacija nad raziskovanjem spomina in v bistvu nekih specifičnih spominov iz mojega otroštva
izhaja prav iz tega, da jaz nisem bila nikoli v vrtcu in sta zame v tem času skrbela babica in dedek. In se mi zdi, da sem mogoče tudi zaradi tega, ker sem odraščala s starejšimi ljudmi. Moja babica je pokojena učiteljica in živita z dedkom v učiteljskem bloku v Gornjem Gradu. In sem bila v bistvu obkoljena s samimi upokojenimi učitelji in se mi zdi, da so zelo nekako spodbujali in mojo kreativnost in veliko smo se pogovarjali o nekih resničnih problemih in oni me niso zares dojemali kot otroka in se mi zdi, da mogoče že iz tega nekako imam neke nostalgične občutke do predmetov in do okolja, kjer sem odraščala in sem nekako zelo navezana prav na to okolje in na družino. In se mi zdi, da te zelo definira in seveda ljudje, s katerimi si odraščal, predvsem pa okolje. No. Se mi zdi, da je v mojem delu tudi nekako pomembno to, da raziskujem to večplastnost spomina in skušam nekako to premakniti iz resničnega območja spominjanja v neko to virtualno okolje, kjer v bistvu spet nekako vse skupaj doživljaš kot neko prizorišče igre, kar se mi zdi zelo dobro odgovarja na to idealiziranje otroškega spomina in vsega, kar si kot otrok doživljal zelo, se mi zdi, da ne vem, intuitivno, zdaj pa se mi zdi, da je velikokrat težko dostopati do nekih otroških spominov zares in se mi zdi, da je mogoče mi to lažje, če grem domov delati, uporabljam predmete, ki sem jih uporabljala, kot sem bila majhna in ostali podobni prijemi, s katerimi se lažje pač vrnem v neko območje otroštva.